Zdaj, če se poznaš, anteriorna rotacija medenice je sicer pri ženskah ful lepo videti, ampak dejansko je ena stvar, ki jo definitivno treba popraviti. Če pogledamo samo anteriorno rotacijo medenice. Dejansko, kaj povzroči anteriorno rotacijo medenice? Najprej v prvi fazi, če pogledamo tiste mišice, ki so zategljene, in to so dejansko fleksorji kolka in posledično potem tudi sam ledveni del. Zdaj, fleksorji kolka so pri večini ljudi zategljeni ravno zaradi tega, zaradi življenjskega stila, ki ga pač imamo zdaj. Ful preveliko sedimo. Ful preveliko sedimo, ok? Slovenske besede me ne grejo najbolj. Teda, štajerščina, tu sem jaz doma. Teda, se vrnemo nazaj. Pač ful dosti sedimo in enostavno tega pač ne gre preprečiti. Zdaj, če delaš osnovno šihto in pač moraš sedeti, lahko se to potem staneš, ampak pač tega ne moreš preprečiti. Doma dosti sedimo, v prostem času, enostavno avtu, ne nazadnje, ful je sedenje in pač tega ne gre preprečiti. Zdaj, obdelali smo fleksorji kolka in potem pač posledično to je ledveni del. Ok, zdaj, če pogledamo z druge strani, katere mišice so dejansko niso dovolj močne, oziroma niso zategljene, in to je definitivno naše trebušne mišice, ker naše trebušne mišice naredijo posteriorno rotacijo medenice. Prav tako pa hamstringi in gluteusi. Ok, če aktiviramo to dvoje, se naša medenica poravna. Zdaj, največja napaka, ki se dogaja s to težavo, je to, da začnemo raztegovati hamstringe. Okay? Vsi tisti, ki malo poznate človeško telo in kako dejansko mišice potekajo in zakaj vse skupaj se tako dogaja kot se, lahko veste, da se hamstring prepenja tu na venico, gre čez koleno in ko imamo anteriorno zarotirano medenico, se naš hamstring že avtomatsko raztegne. Zaradi tega, ker če si predstavljaš, tako smo zdaj v posteriorni rotaciji medenice, tukaj je hamstring zategnjen, kratki, zdaj se bo pa ta razdalja povečala s tem, ko bom zarotiral medenico. Okay? In zadnja stvar je, nikoli ne smeš raztegovati hamstringom, ker boš stvar še samo poslabšal. Okay? Je res, da nimaš gibljivosti v njih, zato ker so že raztegnjeni toliko, ker si v taki poziciji. Kaj moraš narediti? Ravno nasprotno. Moraš jih ojačati, da bojo dovolj močni, da bo lahko medenico zarotirali v pravilni položaj in s tem bojo tudi spet nazaj dovolj gibljivi, da boš imel dovolj gibljivosti v hamstring. Druga stvar pa so naši gluteusi. Tako sem že rekel, če si sproščen, stisneš rit, se medenica poravna. Zravnamo, oziroma celo malo posteriorno zarotiramo lahko. Teda, hamstringi, gluteusi oziroma rit, in trebušne sixpacke, jih je treba ojačati. Treba pa raztegniti fleksorje kolka, pa definitivno, če priješ do nekega zbadanja, tukaj v ledvenem delu, če pride do kakega zbadanja, definitivno tudi treba raztegniti ledveni del. Zdaj, pokazal bom eno dinamično vajo, streč, ki je pač jaz delam vedno pred počepi. Eni me sicer malo čudno gledajo, ker niso vedeli, zakaj to delam vsak dan, ampak iz prakse povem, ker pač sem enostavno to stvar prakticiral, pa pač lahko povem, da mi je pač ful pomagalo. Zgleda pa čisto tako, radimo 2 gihti, 2 ročki, 2 kettlebella, 2 koluta, ne veze, lahko to je verjetno z enim. Zgleda pa tako, kamerman, lovimo svetlobo, ne šparamo z elektriko. Zdaj, stopiš v sam na pol izpadni korak, oziroma tisti, ko so weightlifterji, jerk, in od tukaj v bistvu narediš tak predklon, tukaj začutiš hamstringe, rit, se vstaneš in stisneš na zadnji nogi rit. S tem boš čutil raztezanje v sprednjem delu na desnem kolku, hkrati pa na levi strani jačaš hamstringe, pa narediš 10, 20 ponovitev, kakorkoli, isto tudi na drugi nogi. In to je dejansko hkrati jačanje hamstringov, gluteusov
in dejansko na drugi strani raztezanje samega fleksorja kolka oziroma vseh pač mišic, ki pač potekajo skozi sam kolk na sprednji strani. Teda, to je bila za ena vaja. Seveda, kar se tiče jačanja trebušnih, moramo delati take vaje, ki ne vključujejo fleksorjev kolka. To je tema mogoče za drug video, ker je ful različnih vaj in so mogoče malo specifične, ker jih pač v samem mogoče fitnessu pač se ne uporablja toliko, zato ker mogoče niti ni potrebe oziroma ni zavedanja, da dejansko pri samih trebušnih ful dostikrat delamo tudi fleksorje kolke, ki so itak prezategeni, teda s tem ne naredimo kaj nič boljšega. Seveda, same vaje za rit hamstringe so tudi predkloni, recimo sami predkloni, ampak tam moramo ful paziti, da ne narediš spet rotacijo, preveliko krivuljo v ledvenem delu in potem se dela predklon. In to je pač ni zaželjeno, ker dejansko samo napako dejansko še ojačaš. Zato je boljše, da delamo na eni nogi, ker se moramo popolnoma zravnati, tu čutimo raztezanje, ko pa delaš predklon, pa čutiš na zadnji nogi, na tej sprednji nogi, na zadnji strani, samo delanje hamstringov in dejansko ful dobra warm-up pred samimi squati ali pa bilo kaj drugega, se nije veze, jaz se nam vsaki dan, drugače pa tudi dejansko dober stretch in dejansko dobra krepilna vaja. Valjda poznamo tudi full stretcha za fleksorje kolka, verjetno, ne vem, če pogooglate, YouTubate Kelly Starrett, ima milijavžent video, kako raztegnem fleksorje kolka, pa še tudi ostali. Teda, to so te stvari. Torej še enkrat, fleksorje kolka raztegniti, pa po potrebi tudi v ledvenem delu raztegniti in potem moramo jačati hamstringe, gluteuse in naše trebušne. Okay? Ena stvar, ki je ne delaj, to je, da ne razteguješ hamstringov. Okay. Teda, če ti je ta video pomagal, če se najdeš v tem videu, v tej rotaciji medenice, jaz sem definitivno en izmed teh, ki ima pač s tem problem in definitivno s temi vajami jo izboljšujem ta problem. Upam, da ti bo to pomagalo, no, tako sem že rekel. Zdaj, če še poznaš koga, koga, ki ima pač to. Zdaj, če se poznaš koga. Focus. Zdaj, če se poznaš koga, ki ima tak problem tako jaz, ali pa ti mogoče, daj deli ta video z njim, ful ti bom hvaležen, verjetno ti bo tudi on. Deli, lajkaj, šeraj, to je bistvo ena ista stvar, se nije veze. Pridruži se na naših socialnih omrežjih, Instagramu, Facebooku, na mojem osebnem Instagramu, Nate Šikman, na Aljaninem Instagramu, Aljana Šikman. Kaj še imamo, Aljana? Naš YouTube kanal, naroči sem na naš YouTube kanal, Facebook page, se vem, če sem že rekel. Level Up in novice, okej. To so take stvari, na katere moraš biti naročen, moraš spremljati, zato ker tako v prihodnje bo prišlo ful novih videov in dejansko, če pač nisi naročen na naš YouTube kanal ali na naše Level Up in novice, je velika možnost, da boš pač marsikaterega zamudil. Teda, daj se subscribaj na naše socialna omrežja in hvala za gled, se vidimo v naslednjem videu.